Hvala lepa. A jaz moram iti prižgan, ne? Ali moram jaz tudi ugasen? Ja. Okay. Ja, najlepša hvala za vašo udeležbo. Pozdravljeni tudi z moje strani. Morda se boste malo spraševali, kaj imajo trigliceridi pa debelost skupnega. Mislim, da bo skozi to predstavitev morda kljub vsemu jasno, da sta ti dve stvari zelo, zelo povezani. Po eni trigliceridi, zlasti tisti v naši prehrani, povzročajo debelost, po drugi strani debelost povzroča trigliceride v naši krvi. Skratka, tukaj so velike povezave. Seveda, trigliceridi so ena od oblik maščob, ki jih imamo v telesu. Vsi veste za holesterol, verjetno marsikdo ne ve tudi za trigliceride in med tema dvema maščobama je kar nekaj razlike. Holesterol je izredno pomembna snov, ki je pravzaprav ključna sestavina vsake živalske celice, se pravi tudi človekove celice, ker človek je ene vrste žival. Seveda pa ni samo to, iz njega nastajajo tudi nekateri hormoni, žolčne kisline, v žolču je veliko holesterola in je ključen, da boljše prebavljamo zlasti maščobe. In še nekaj, raven holesterola v krvi je večinoma dokaj stabilna in v nasprotju z številnimi prepričanji, z različnimi prehranami nanj relativno težko vplivamo s prehrano. Po drugi strani so pa trigliceridi čisto druga stvar. So taka kombinacija glicerola pa treh maščobnih kislin. O maščobnih kislinah ste gotovo že zelo veliko slišali, poznamo nasičene, nenasičene in to je zelo pomembno, ampak trigliceridi imajo glicerol, na katerega so pripete tri maščobne kisline. Njihov temeljna funkcija trigliceridov je pa energija. Po eni strani se v trigliceridih, ki se nabirajo v naših maščobnih tkivih, hrani energija, po drugi strani pa trigliceridi, ki potujejo s krvjo po telesu, prinašajo energijo posamičnim organom. Poleg glukoze je to glavno hranilo našega organizma. In tretja reč, ki je za razliko od holesterola izredno pomembna, trigliceridi so izrazito odvisni, raven trigliceridov v naši krvi je izrazito odvisna od prehrane. Je pa dejstvo, čeprav sta holesterol in trigliceridi različni vrsti maščob, oboje sta maščobe, sta oba dva zelo tesno povezana z tudi aterosklerozo in z zapleti ateroskleroze, kot so možganska kap, srčna kap, popnenje žil, odmrtje nog z nekrozami. To je vse ta stvar, ki jo imata ti dve maščobi skupni. Seveda, vsi veste, da maščobe v vodi niso topne. Olje ga ne boste raztopili v vodi. Zaradi tega se te maščobe prenašajo po telesu v posebnih delcih, ki jih imenujemo lipoproteini. Tukaj ločimo celo vrsto različnih lipoproteinov. Kar se trigliceridov tiče, sta najbolj pomembni hilomikroni pa VLDL. Kar se tiče pa ateroskleroze, so pa izredno pomembni tale LDL, IDL, pa tudi VLDL ostanki. Tlele od spod je malo napisan, kako so sestavljeni in kakšna je njihova pač različne lastnosti. Ampak gre za to, da hilomikroni in VLDL imajo zelo veliko trigliceridov. Medtem ko LDL, da o HDL ne govorimo, jih imajo relativno malo. Ampak, kakorkoli že sukamo, nobena maščoba se po telesu ne more prenašati brez teh lipoproteinskih delcev, ki so ključni za to zadevo. Hilomikroni so posebna oblika zato, ker nastajajo v prebavilih, v črevesju. In to je tisto, preko česar naše telo prenaša maščobe v jetra, kjer se potem naprej predeluje to. In ob tej predelavi potem v kri spuščajo jetra pa ta VLDL, ki se potem, kot bom kasneje pokazal, presnavljajo na določen način. In imamo torej zunanjo pot, to je tega holesterola in trigliceridov, ki pridejo v naše telo, imamo zunanjo pot, pa imamo tudi notranjo pot. Zunanja pot, to je tista iz prebavnega trakta, preko tega približno okrog 300 do 400 mg
holesterola, ne trigliceridov, ampak holesterola dnevno dobimo, maščob je teh trigliceridov je več, v telesu se pa še bistveno več nastane tega holesterola, ker vsaka živa celica zna holesterol nastaviti. Ampak gremo na trigliceride. Kot sem rekel, zunanja pot. Ko mi zaužijemo obrok, se ta v črevesju presnavlja, razgrajuje in iz tega se potem v črevesni steni sestavijo tele hilomikroni. To so ogromni lipoproteini, ki, ko nastanejo, če bi mi takrat kri pogledali, takoj po takem dobrem masnem, slastnem obroku, bi bila kri praktično lahko celo bela, ko mleko. Ravno zaradi teh hilomikronov. Potem pa, ko to teče po krvi, gre skozi tkiva, pride do jetra in tam lipoproteinska lipaza odstranjuje maščobne, razgrajuje te trigliceride, odstranjuje maščobne kisline, ki grejo v razna tkiva in tudi v maščobna tkiva. Skratka, te hilomikroni postopoma izplavljajo te maščobe, se manjšajo, dokler nastanejo hilomikronski ostanki, to je to, in te se preko posebnega mehanizma preidejo v jetra. To je tako imenovana zunanja pot. Kot tukaj vidite, ne, tole rumeno, to so trigliceridi, tole, recimo temu oranžno ali kakorkoli že, to je pa delež trigliceridov, holesterola, ki je v teh delcih. Vidite, da tukaj pravzaprav ti hilomikronski ostanki imajo pravzaprav že relativno malo trigliceridov, ker so se vsi porabili že v organizmu za normalno delovanje. Saj veste, brez energije telo ne more delovati. Potem pa imamo še notranjo pot. To je pa tisto, kar nastane v jetrih. V jetrih nastanejo tako imenovani VLDL delci. Ti so spet bogati s trigliceridi in z holesterolom in preko istih lipoproteinskih lipaz se odstranjuje proste maščobne kisline, ki se porabijo kot energija, in tudi ti VLDL se mašajo. Imamo sicer dva tipa, ampak o tem ne bi danes govoril. Skratka, ta VLDL prinaša energijo po našem telesu. Lipoproteinska lipaza te proste maščobne kisline ustvarja in jih odstranjuje in se ta VLDL vse bolj manjša do tako imenovanega umestne velikosti, ta gre lahko že direktno v jetra nazaj in do tistega, ki se ga vsi toliko bojimo, to je pa LDL. Ta pa gre lahko seveda tudi ne samo v jetra, ampak gre lahko tudi v druga tkiva. Tisto, kar se najbolj bojimo, je, da gre preveč v žilne stene, ker to pomeni ateroskleroza, ampak to je tisto, kar se s tem LDL-jem dogaja in se odstrani načeloma pri zdravih in tistih, ki nimajo pospešene ateroskleroze, se vse to odstrani v jetra in tako gre naprej. Skratka, imamo po eni strani hilomikrone, po drugi strani lipoproteine zelo nizke gostote, oboji so zelo bogati z trigliceridi in to je tisto, kar po telesu prenaša energijo. In izkaže se nekaj, kot sem že prej pokazal, da tudi trigliceridi so zelo povezani z pravzaprav srčno-žilnimi boleznimi. Glejte, načeloma tukaj vidite eno zelo zanimivo raziskavo, v kateri so vključili pravzaprav relativno mlade ljudi, ki so imeli nizko do zmerno srčno-žilno ogroženost. Ampak pri tistih, ki so imeli trigliceride več kot 3,8, gledajte, v 73% je bila že pri njih prisotna subklinična ateroskleroza. To se pravi, niso imeli nobenih težav, ampak ko so z ultrazvokom gledali žile, ali pa znotraj žilnim ultrazvokom, ali pa s CT-jem, ali pa z angiografijo, skratka z metodami, s katerimi ti lahko prikažeš, kakšna je žila, pri 73% teh relativno malo ogroženih ljudi so že našli aterosklerozo. Po drugi strani se je izkazalo, višji, ki je, bolj razširjena je bila tudi ateroskleroza. Mi vemo seveda, da ateroskleroza je bolezen, ki poteka po celem telesu, ampak vseeno vidimo, da pri tistih, ki imajo relativno nizek holesterol, je tega bistveno manj, samo polovica jih je imelo že nekaj. Pri tistih, ki so imeli 3,8 ali več, pa pogledajte,
kot sem prej kazal, 73% je imelo že aterosklerotične spremembe in to ne samo na eni žili. Tam 14% je imelo 4 ali več žil že, žilnih povirij, kot žilno povirje rečemo, naprimer eno žilno povirje je srce, drugo žilno povirje je glava, tretje žilno povirje so trebušne žile, skratka, tukaj se je izkazalo, da ima več kot 4 povirja so že aterosklerotično spremenjena. Skratka, gre za zelo razširjeno aterosklerozo, ki jo najdemo kar pri 73% vseh ljudi, ki imajo trigliceride, ne holesterol, trigliceride več kot 3,8. Izkaže se pa še nekaj. Tudi, če imajo normalen LDL, kot normalen so tule vzeli, pravzaprav, da je manj kot 3 milimole, govorim o LDL holesterolu. Poglejte, tudi tukaj je bilo, pri tistih, ki so imeli več kot 3,8, je imeli skoraj 60% takih oseb, oziroma 63% oseb je imeli že večpovirno aterosklerozo in zelo, zelo razširjeno. Seveda, pri teh, ki so imeli pa še zvišan LDL, je bilo pa tudi isto. Zakaj je to? Hipertrigliceridemija je dejansko zelo povezana z metabolno disregulacijo, se temu reče. Tule vidite celo vrsto stvari, na kaj vse te trigliceride sprožajo. Po eni strani sprožajo vnetje v žilah in povsod drugod. Poveča se število majhnih in bolj gostih LDL delcev, pa ta zaščitni HDL gre dol. Potem na strjevanje krvi negativno deluje. Mislim, cela vrsta takih posledic povzroča, da ni čudno, da imamo že pri relativno nizki ravni teh trigliceridov tako razširjeno aterosklerozo že pri mladih ljudeh, ker pri 50 letih danes štejemo, da so to kar mlade osebe. Zlasti pa globoko premlade za to, da bi imeli aterosklerozo. In kot sem prej že rekel, trigliceridi so negativno povezani z HDL-jem. Kadar so trigliceridi visoki, je HDL nizek ponavadi. In to je dodatna slaba lastnost. Mi vemo, pogledajte, kako se poveča ogroženost pri takih osebah. Tle je kumulativna dogajanje za infarkt, tle ste imeli pa za vse srčno-žilne dogodke. Pogledajte, kako strmo gre gor ta krivulja, kako se ta ogroženost poveča. In še enkrat, pri osebah, prej sem govoril za tistih, ki imajo LDL pod 3, tle pa je pod 1,8 milimola. Če imajo trigliceride več kot 2,3, ne 3,8, 2,3, se za 30% zveča ogroženost za srčno-žilne dogodke. Skratka, trigliceridi niso kamilice, da bi bile zdrave. So škodljivi. Seveda trigliceridi v krvi, na krožniku so pa dobri, ne? Ampak pustimo to. In vidimo tukaj tudi ta povezanost še enkrat med trigliceridi pa nizkim HDL-om. Poglejte, tiste, ki imajo relativno visok HDL pa nizke trigliceride, to so izhodišče. V primerjavi s tistimi, ki imajo nizek HDL pa visoke trigliceride, gledajte, 10-krat bolj so ogroženi kot te. 10-krat, to je ogromen. Še malo povezave z LDL-jem, vidite, da tudi tukaj je povezava zelo jasna. In še nekaj pomembno, še posebej zoprni so tudi tisti trigliceridi, ki kljub vsemu ostanejo v LDL delcih. Gledajte, kako se poveča po različnih raziskavah, kako se poveča ogroženost, če je nenormalno veliko trigliceridov tudi v LDL holesterolih, kjer so običajno zelo v nizkem odmerku. Ampak poglejte, poveča se za 60% srčno-žilna ogroženost, za možgansko kap 30% in tudi za noge, za te arterije na nogah se izrazito poveča ogroženost. In kako je pri nas? To je mogoče zelo zanimiva raziskava, ko so gledali, kakšna je urejenost lipidov pri naši populaciji, ki je bila pravzaprav kar ogrožena. Po evropskih smernicah, to je sicer še malo starejših smernicah, ker to je še iz leta 2014, in pogledajte, kako slabo so bili tlele urejeni, ker
Velik delež teh pacientov je nimel urejenih samo trigliceridov, ampak če sešteješ vse tiste, vidiš, da je bilo pravzaprav tega zelo veliko. In tisto, kar je še bolj, tukaj še enkrat pokažem isto, ampak tisto, kar je še bolj zaskrbljujoče, je pa klele se vidi. To je SB, pomeni sladkorna bolezen. Za sladkorno bolezen je značilno, da imajo te ljudje zelo pogosto motnje v lipidih. Zelo pogosto. Tipično imajo tako imenovano aterogeno dislipidemijo. In če klele pogledate, vidite, kako so bili te ljudje slabo zdravljeni, kar se tiče tako trigliceridov, kar se tiče holesterola in HDL holesterola. Skratka, kar se vseh teh stvari tiče, so bili sladkorni bolniki, ki so že tako ali pa tako ogroženi, slabo zdravljeni. Kot sem rekel, poseben problem pri teh sladkornih bolnikih je to, da imajo posebno obliko motnje v presnovi maščob, tako imenovana aterogena dislipidemija, ko so visoki trigliceridi po eni strani, po drugi strani pa nizek HDL. In pri teh z to aterogeno dislipidemijo imajo še majhne in bolj goste LDL delce, ki so še bolj škodljivi. In zaradi tega je pravzaprav to, da so bili te slabo zdravljeni, slaba popotnica in bomo mogli na tem področju bistveno več narediti, da se bi to popravili. Ampak nekaj je pa pomembno. Podobno obliko motnje v presnovi maščob imajo tudi tiste osebe, ki imajo tako imenovani presnovni ali metabolni sindrom. To so pa osebe, ki imajo trebušno debelost, ki imajo običajno tudi nekoliko višji krvni tlak in imajo nizek HDL in visoke trigliceride. In teh je ogromno. V Sloveniji kar malo pogledajte, malo fante pogledajte, tam pri 50 letih vsi s trebuščki hodijo okrog in to je to. Skoraj vsi imajo tako imenovani presnovni sindrom. Zdaj pa, če gremo na debelost po svetu. Prehajamo na drugo temo, to se pravi zdaj malo na debelost. Videli smo, da povezava je velika. Ampak tisto, kar je zaskrbljujoče je, da se je, to so podatki za leto 2016, da se je število debelih po vsem svetu, pogledajte, potrojilo. Ogromno ljudi je debelih. In da ne bi mislili, da je to problematika samo razvitih dežel. Ne. Debelosti je vse več tudi med nerazvitimi, kot vam bom malo kasneje pokazal. Še bolj zaskrbljujoče pa tole, pogledajte, otroke. In potem boste videli, da tudi pri nas moramo biti kar zaskrbljeni. Gledajte, 340 milijonov otrok in mladostnikov tam do 19. leta je bilo leta 2016 prekomerno prehranjenih in debelih. Mi moramo pa vedeti to, da če je že otrok debel ali pa prekomerno prehranjen, je verjetno, da bo odrasel ravno tako in to drvi v presnovni sindrom. To je pa tisto, kar sem vam prej rekel, kaj to pomeni. In tukaj vidite, kako je s to nerazvite dežele in vidite, da povsod je to v porastu in debelost in prekomerna prehranjenost. In to zlasti v tej srednji populaciji, ampak že tudi pri otrocih povsod po svetu je to v izrazitem porastu. Nekateri pravijo, da leta 2016 je bilo prelomno obdobje. Zakaj? Zato, ker takrat se ocenjuje, da je več ljudi umrlo zaradi prekomerne prehranjenosti in debelosti kot zaradi lakote. Skratka, zaradi prenažrtja so bolj odmirali kot od trpljenja ob lakoti. Tako da to je kar pomembno. In zdaj, če pogledamo Slovenijo, pogledajte, razporeditev prekomerno prehranjenih otrok pa smrt zaradi srčno-žilnih bolezni. In kaj se vidi? Da se ti stvari med seboj izrazito prekrivata. Tam, kjer so prekomerno prehranjeni otroci, tam imamo tudi več srčno-žilnih bolezni in smrti tega. Skratka, vidimo, da ta otroci in smrti so zelo povezane, ker te otroci bodo slej ko prej odrasli
in nažalost, če ne bodo nič naredili za sebe, bodo tudi relativno kmalu, nažalost, utrpeli srčno-žilni dogodek, upam, da ne dokončnega, se pravi smrt. Mi vemo, da 50% akutnih koronarnih dogodkov se konča s smrtjo, tako da na to moramo misliti. In poglejte, kaj se dogaja z deležem otrok pri nas do leta 2020. Poglejte, kako je šlo, to so otroci iz osnovne šole. In zlasti tale skok, poglejte, to je COVID. Ko so nehali v šolo hoditi, ko ni bilo telovadbe, ko ni bilo zdrave šolske prehrane, poglejte, kako je eksplodirala debelost v prebivalstvu. Medtem, ko smo od leta 2010 že bili med boljšimi v Evropi in se je začelo to umirjati, je kle eksplozija debelosti. In poglejte, tudi guba, isti šmoren. Skratka, izrazito poslabšanje tako pri puncah kot pri fantih. In če malo to spet primerjamo za tisto sliko Slovenije, ki sem jo prej pokazal, to na nič dobrega ne kaže. Mislim, da zdaj se ne spomnim številk, ampak bral sem že tudi poročilo o tem, kako pravzaprav to, da je pričakovana življenjska doba teh generacij celo manjša, kot je tista izpred parih let, ravno zaradi teh nezdravih življenjskih navad. Dobro, ni samo debelost, ve se, da tudi zelo številni so postali pravzaprav odvisni od računalnikov in podobnih, se ne gibljajo, sladke pijače, vse te stvari igrajo izredno pomembno vlogo. No, vidite, tukaj pa zdaj podatki za celo Slovenijo o čezmerni prehranjenosti. Vidimo, da polovica jih je pravzaprav moških čezmerno hranjenih. In tisto, kar je zanimivo, je to, pa po svoje tudi žalostno, da je ta debelost in prekomerna prehranjenost zelo povezana z izobrazbo. Manjša, kaj je izobrazba, več je debelosti. Skratka, in to po drugi strani tudi govori pri tega, da takale predavanje, izobraževanje, spodbujanje ljudi, informiranje, usposobljanje je ključnega pomena, če hočemo, da bo naša populacija kar se le da zdrava. Debelost ima celo vrsto težav. Včasih smo mislili, da je debelost samo razvada, pa ni čisto tako. Debelost je v principu bolezen. Poglejte, gre namreč za to, da že človek je po genetiki bil, to bom tudi poznaj malo povedal, je bil navajen na stradanje. In zaradi tega imamo v telesu celo vrsto mehanizmov, ki omogočijo, da telo preživi stradanje. Odkar imamo pa mi preobilje prehrane, so pravzaprav te mehanizmi, ki so včasih reševali življenje, so danes pravzaprav tisti, ki življenje na nek način uničujejo, ker se zaradi tega redimo. Hrana, ki je ultrapredelana, dejansko prispeva k izrednem porastu debelosti. Zakaj? Zaradi tega ta predelana hrana je naravnana tako, da ugaja našim okusom in je zaradi tega prekomerno uživamo. Klobasica pa zaska smo prej rekli, ne? To je tudi ultrapredelana hrana, zlasti zaska, ki ima še soli veliko noter. Genetska ogroženost. Mi vemo, da 40-70% debelosti je vezane preko te biologije, kot sem že ne govoril, tudi na to, da je prisotna belost. Seveda gre za to, da, kot sem prej rekel, izobrazba je pomemben dejavnik. In če nimajo ljudje dobrega dostopa do ustreznih informacij, to seveda spet vpliva na več debelosti. Pa ne bi šel skozi, ampak vse, samo še tole duševno zdravje se mi zdi zelo pomembno, ker tukaj gre pa za tako imenovano negativno povratno zvezo. Nekdo, ki je debel, je zaradi tega depresiven, številni v depresiji še več so še bolj debeli in tako se tak začaran krog zavrti in vodi v hude težave.
Depresija je neposredno povezana tudi s spanjem. Depresivci vemo, da slabo spijajo. Po drugi strani nespečnost povzroča depresijo in oboje skupaj spet vodi v debelost. Skratka, vidimo, da ta debelost ni tako enostavna stvar, kot smo včasih mislili, pač preveč žrejo, ne ljudje, pa so debeli. Ni čisto tako. So drugi mehanizmi, na katere moramo pomisliti, če hočemo tudi doseči, da bodo ljudje ostali recimo primerno prehranjeni. Pa še ena stvar je, ni vsaka debelost enako škodljiva. Imamo tako imenovano jabolčno debelost, pa hruškasto. Hruškasta je tipična za ženske, predvsem v boke se redijo, fantje pa predvsem v trebuh. In tukaj ta trebuh je tisti, ki je najbolj nevaren. Zato, ker se kopičijo maščobe zlasti tukaj med črevesjem. In to so tiste maščobe, ki se zelo hitro obračajo v energijo in v škodljive zadeve. Hitro se iz njih proste maščobne kisline sproščajo, ki pospešujejo aterosklerozo, ki pospešujejo tudi vnetno dogajanje. Skratka, teh se najbolj bojimo. In pri trebušni debelosti je temu rečemo visceralno maščevje ali znotraj trebušno maščevje, to je velik zlomk. Medtem ko ta podkožna maščoba je več ali bolj lepotna zadeva in morda samo mimogrede, liposukcija pri škodljivosti maščob nič ne pomaga, je samo estetska stvar. Tisto, če hočemo, da kakšno korist naredimo ob hujšanju, moramo pokuriti tele maščobe tukaj notri, znotraj trebušne maščobe. In dobra novica je pa ta, da ko mi gremo v neko zdravo shujšanje, se začnejo najprej izginjati te znotraj trebušne maščobe, šele pozneje tiste, zaradi katerih smo zlasti začeli večinoma vsi hujšati, da bi bili malo bolj tako six-pack, kako se že temu reče. Poglejte, še ta povezanost, kako raste ogroženost z indeksom telesne mase. Ampak opozoril je pa tudi tole. Seveda tudi anoreksija ni zdrava. Glejte, to je ta indeks telesne mase ima tako krivuljo. Se pravi, predrobni so glih tako, to ni dobro, kot ni dobro, če imaš ekstremno debelost. Glejte, že pri debelosti druge stopnje, kako se poveča ogroženost. Da ne govorimo o tistih pri ekstremnih. Ker bom tudi tukaj pokazal, na kaj vse lahko, na katere bolezni vse deluje. Rak je zelo povezan debelosti, zlasti črevesni rak. Tromboza je, venska tromboza, izredno povezana. Da ne govorimo o zamaščenosti jeter, za katero smo včasih mislili, da je to samo lepotna napaka, pa ni res. Velika večina transplantacij jeter je posledica nealkoholne jetrne zamaščenosti. Sladkorna belost, krvni tlak. Mi vemo, da pri nekomu, ki je shujšal, se krvni tlak zniža. Pri nekom, ki je shujšal, se sladkorna bolezen uredi in včasih celo ne potrebuje več zdravil. Nočna tale apnea, ko sred noči ljudje nehajo dihati za krajši čas, ker če bi za daljši čas bi seveda umrli. Ampak to je eden od pomembnih dejavnikov tveganja in tega je pri debeluhih oziroma prekomerno prehranjenih zelo, zelo velik. Refluksna bolezen, ki muči številne ljudi. Velik trebuh, pritiska na želodec in to je tisto, kar povzroča, da se nam ta kislina vrača po požiralniku gor, zateka v pljuča in potem imamo celo vrsto težav. Skratka, gre za to, da vse te stvari seveda vodijo tudi v dolgotrajno invalidnost, če spustimo te srčno-žilne bolezni, na katere vse te stvari pravzaprav tlele vidite vplivajo. In še enkrat, pri nekomu, ki ima normalno telesno težo, je kar 80% verjetnosti, da bo doživel vsaj 70 let, če ne več. Pri tistih, ki ima 35 do 40 indeks telesne mase, poglej, kako se zmanjša, da ne govorimo o teh, ki so
tam okrog 50, samo polovica jih bo doživela pravzaprav ali pa preživela 50, 70 let. Skratka, tukaj vidite tole krivuljo, kako se to vrti, je dejansko pospešeno staranje je pri teh ljudeh prisotno. Tako da moramo biti zelo na to pozorni, pa dobro, to bom raje spustil, da vas ne bom preveč zamoril s tem strašenjem, kot sem ga zdaj imel. To bomo tudi spustili. Ampak to je pa pomembno. Glejte, že majhno shujšanje prinese korist. Ni nujno potrebno, čeprav je koristno, da shujšate 20 kg. Že nekaj kilogram, pogledajte, kako to vse vpliva praktično na cel organizem. Od steatoze, znotraj trebušne debelosti, o kateri sem vam prej razlagal, kako škodljiva, delovanje maščobnih celic se izboljša. Vi morate vedeti, da maščobne celice so pravzaprav izredno metabolno močne, iz njih se številni hormoni izločajo. In če to ne deluje tako, kot bi treba, to nosi številne posledice. Izboljša se občutljivost na inzulin, se pravi, to je tisto, kar sem prej rekel, ko shujšajo ljudje, se sladkorna bolezen tipa 2 dostikrat bistveno popravlja in delovanje teh celic, ki sproščajo inzulin, se popravlja. Skratka, cela vrsta zelo, zelo ugodnih učinkov, pri čemer ni nujno, da, kot sem rekel prej, blazno shujšate. Že nekaj kil prinese korist. Več jih je, boljše je. Drugo je, no, to bom tudi spustil, ker to sem že zdaj pravzaprav povedal, da ne bomo, mislim, da že malo preveč dolgo govorim. To sem tudi že povedal, bomo spustili. Zdaj pa, zakaj je pravzaprav do tega prišlo? Gre namreč za to, da seveda človek ni od danes. Človek se je razvijal skozi 4 milijone let. Od tistih najbolj primitivnih človečnjakov in v tem času se je način prehranjevanja drastično spremenilo. Približno podobno prehranjevanje, kot ga imamo danes, je prisotno med človeštvom zadnjih 12-13 tisoč let. Vzadaj je pa 4 milijone let. Poglejte, 2 milijona let nazaj so začeli šele meso jesti. Ogenj se zdi, da so ga začeli resno uporabljati še približno tam okrog 400 let. In kot sem rekel, kmetijstvo je pa drobčen prcek, ne vem, če ga vi vidite, ampak, kot sem rekel, 12 tisoč let. Je pa zelo pomembno bilo tudi še nekaj. To je to, kar sem rekel, pred 4 milijoni je bil, to je najstarejši, je bil čist mečkan, nič ni še znal, je še pravzaprav iz drevesa dol lezel, pa nabiral hrano, liste jedel, travo jedel, zelo enostavno orodje so imeli, ampak hodili so že po 2 nogah, spat so hodili pa še zmeri v drevesa. Takala ne bi bila ta Lucy. In vidite, še zmeri, tako kot šimpanzi, danes so tudi oni, tako sklepajo po raznih, po teh ostankih, ki so jih našli, da so tam živeli. Homo erectus je bil pa že drug. Gledajte, on je bil pa že pravzaprav toliko velik, skoraj kot sodobni človek, in tisto, kar je zanimivo, je to, da je imel kar 1200 možgani taki kot današnji, tako veliki. Ne bom šel naskozi, ampak tisto, kar je pomembno, je to, da je ta človek je ob tem, da je bil večji, da je imel večje možgane, je imel manjše zobe, krajše črevesje in ljudem dolg časa ni bilo jasno, kako je to mogoče, ker možgani porabijo 20% energije, ki jo človek dnevno zaužije. Izkazalo se je, da je odgovor na to je meso. Ta človek je znal že loviti, to je eno, drugo, znal je razrezati plen, sam ga je aktivno lovil, ne tako kot Lucy, ki je sicer tudi kot šimpanzi. Tudi šimpanzi mrhovino občasno jedo. Ta je bil pa že lovec in zaradi tega, ker je imel meso, je s tem dobil toliko energije, da so se mu možgani tako razvili in to je imel celo vrsto posledic. Kmetijstvo, kot sem rekel, se je začelo približno 23 tisoč let, da so žitrce želi, niso jih pa še spravljali, ampak že takrat so jih pa takole mleli. Vidite, to je ostank 23 tisoč let
let star kamen za mletje žitaric. Ne bomo šli v detalje, ampak takrat so že začeli s tem, da so jih pa začeli namensko gojiti. To je pa šele 13 do 12 tisoč let pred našim štetjem in takrat se je naša civilizacija pravzaprav postavila na glavo. Od takrat naprej je človek lahko tudi hrano shranjeval za suha leta in takrat so se začela tudi naselja, ker je to omogočilo, da so imeli viške hrane. In približno v tem času, vidite, se je začelo tudi udomačevanje živali in živinoreja. Skratka, imeli so meso v hladilniku na 4 nogah, po domač povedano, ne? Ker seveda drugih možnosti niso imeli. In še vedno pa je bila značilnost tudi teh ljudi tam 12 tisoč let nazaj, čeprav sem znal že shranjevati, pa so imeli že domače živali, lakota je bila vse prisotna in zaradi tega smo mi genetsko prilagojeni tako, da mi energijo, odvečjo energijo oziroma energijo za obdobje, ko smo brez hrane, shranjujemo v maščobah. Ker so maščobe izredno učinkovito skladišče. Poglejte, 70-kilogramski človek, energijo, ki ima tak človek v maščobah, če bi to v glikogen ali glukozo prenesli, bi mogel skoraj 200 kil tehnati, kar je pa za naravo absolutno neekonomsko. Ker seveda večja, ki je masa, tudi več energije porubi. Skratka, to je zelo pomembno. In človek je narejen tako, da bi energetske rezerve, ki so v ogljikovih hidratih, imamo samo za en dan, v maščobah pa oglejte za 70 dni. Tako da to je zelo pomembno. In še nekaj je. Ti lovci in zbiralci so bili navajeni na gibanje in večkratno hranjenje. Ne tako, kot danes, ko več ali manj samo sedimo, hranimo se že večkrat, ne? Se je skozi nekaj zobljamo. Zmeraj imamo kakšne sneke, piškotek tukaj, piškotek tak, vmes pa še zajtrk, pa sila pa večerja, pa smo pri 140 kilah, ne? Skoraj tako, kot če imeli v glikogenu shranjeno svojo energijo. Sam, da nimamo za 70 dni, ampak imamo za 170 dni, ker je toliko špeha. Torej, vidimo, da to je taka razlika. In je nekaj zanimivo. Prehrana v starem Egiptu. In če pogledate, vidite, da so te ljudje večinoma živeli tako kot oni nabiralci in lovci, ki so že tudi nekaj pridelali doma pred 12 tisoč, 13 tisoč leti. Ampak ne vsi. Tisti, ki so bili bolj bogati, so jedli pa tudi meso in to vsak dan. In kaj se je zgodilo? Poglejte, aterosklerozo. Že to so mumije slikali, so videli, da so imeli že to kar napredovalo aterosklerozo. Tisti, ki so se tako prehranjevali. Skratka, pokaže se, da preobilje skrajšuje naše življenje ali pa saj skrajšuje kvalitetno življenje. In zdaj, če pogledamo, kaj smo jedli Slovenci pred 200 leti. Zelo zanimiv. To je bogat kmet. Tak. Grunter, ne, kako se je že temu rekel včasih. Dnevno, pogledajte, koliko kalorij je potreboval, je porabil, je pa nekaj res, ne. Takrat niso orali s traktorji, ampak so večinoma z kakšnimi voli, te bogati so imeli še kojne, ampak ne vem, če so jih za to porabili. In tale, pogledajte, je kar velik delež energije dobil iz mesa, mleka, skratka iz takih živil, za razliko od revčka. Od kmeta z revne kmetije. Pogledajte, masti je imel 3,3%, slanine 7%, vse ostalo je bilo pa, pravzaprav so bili pa ogljikovi hidrati. Tole je samo 11%. In kdaj je to? Pogledajte, tudi energije je imel dnevno. Teh 11% je porabil pa samo takrat, ko je opravljal težka dela, ob košnji in podobnih stvarih. Takrat so si narezali malo klobasce. Drugače so pa od soršce živeli, od pšenice, bolj malo, pa ajdove moke tudi bolj, ampak predvsem soršca, to je mešanica pšenice in rži. Tudi tega je bilo največ. Razne kaše, take in drugačne so jedli. Klobas pa niso poznali, skoraj nič. Poglejte, pred
dobre, 100 leti v Beli krajini. Pravzaprav kot bogat kmet pred 200 leti. 22%. Tajmo že sicer olje, ker štacune so že imeli leta 37 tudi v Črnomlju, oziroma v Naklah, v rodinah pri Črnomlju. Ampak še zmeri, če malo pogledate, vidite, da je bilo več ali manj isto. Tudi te so to uporabljali takrat, ko so imeli težka dela, ampak so imeli pa že malo več. Porabili so pa, pogledajte, 78% vse energije je prišlo iz rastlinskega izvora. Se pravi, precej drugače kot danes. In zaradi tega ni čuden, da če danes velja mastiti se, to je nekaj sladkega, to je nekaj krasnega, zaradi tega je bilo tako redko in dragoceno. In Indija, Kromandija, ko so piške pa pohani kopuni, takrat so še kopune poznali, in da ne govorimo o prašičkih okrog leta, to je bilo znak sreče in izobilja, ker si imel polno malho hrane in si lahko takole spal, pa ti je pohana piška v usta padla. To je bilo lepo. In zaradi tega, takrat, ko so bili ljudje lačni, je bil ideal lepote tole. Zdaj je pa lepota malo drugačna, ne, bolj kumrna. Umrljivost v Sloveniji, tam v času, ko smo prej kazali za tisto Belo krajino. Poglejte, tole je umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni. Skoraj je ni bilo. Vse ostalo je ljudi kosil, pri čemer ni bila taka, je bila seveda razlika v pričakovani starosti, ampak vse vidite, da je bilo teh srčno-žilnih smrti bistveno manj. Danes kaj jemo? Bog se nas usmil, ne? Poglejte, koliko je nasičenih maščobnih kislin. In to ne glede na to, ali je to Prekmurje, ali je to Gorenjska, ali je Južna Primorska. Povsod je tega ogromno in zaradi tega je današnji David bi takole izgledal. In tako pridemo tudi do sedanje umrljivosti. To je podatek za leto 2020, to so zadnji podatki, s katerimi razpolagamo, vendar teh ne smemo gledati. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat je kosil COVID in vidite, da je bilo pravzaprav zelo veliko smrti zaradi srčno-žilnih bolezni, zaradi teh infekcijskih bolezni, da je bolj realna je tale slika eno leto prej, kjer pa vidimo, da je pravzaprav pri moških so smrt povzročile bolezni obtočil tam 31%, pri ženskah pa kar 45%. Če pogledate klele, v obdobju COVID-a so precej drugačne rezultati. In klele vidite, da moške bolj uničujejo rakava obolenja kot bolezni obtočil. To zato, ker naše društvo dobro deluje in smo uspeli osvestiti prebivalstvo, da bolj zdravo živijo in to je to. Saj jaz tako si domišljam. In če pogledamo, vidimo, da je v zadnjih 30 ali koliko letih se je dejansko umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni med moškimi zmanjšala tam za 54% in med ženskami tudi skoraj za 50%. Skratka, kar se tega tiče, smo kar uspešni. Seveda to ne gre vse na račun samo zdravega načina življenja, ampak seveda se je tudi zdravljenje drastično izboljšalo. In pa smo spet zdaj pri vzroku, enemu od vzrokov, zakaj smo toliko debeli. Problem je, recimo, okušanje maščobnih kislin. Mi vemo, da okušamo maščobne kisline že v ustih. In dejstvo je, da pri debelih ta izpostavljena maščobnim kislinom zavre zaznavanje. In to pomeni tudi to, da zaradi tega ljudje ne čutijo sitosti tako hitro. Izkazalo se je namreč nekaj. Če so maščobne kisline točili direktno v želodec ali pa če so jih zaužili, tisti, pri katerih so jih dali direktno v želodec, sploh niso bili siti. Tisti, ki so preko jezika začutili to, so pa bistveno prej čutili sitost. Drugo, kar je zelo pomembno, je pa tudi dolžina, ampak o tem ne bi štele. No, to je tisto, kar sem zdaj rekel, da so srednje verižne so bolj nasitne, ampak o tem
ta občutek sitosti je zelo, zelo pomembna reč. In zaradi tega je morda tudi to pomembno. Zakaj je tako imenovana hitra prehrana še dodatno škodljiva? Zato, ker pri hitri prehrani ljudje ne jedo, ampak goltajo hrano. Naša mati so rekli, da jedo, kot bi judo v peku metal. Bum, 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 v 3 sekundah pa Big Maca ni več. Mediteranska prehrana, o katerim bom pozneje kaj več povedal, je pa taka, da se usedeš, lepo počast, pa z guštom ješ, prežvečaš vsak obrok in zaradi tega imajo usta čas, da okusijo te maščobne kisline in zaradi tega si tudi občutek sitosti čisto drugačen kot pri hitri prehrani. Kot vidite tukaj, ne? Ta ne čuti sitosti iz 2 razlogov, ampak pustimo spet. Sladkoba. Sladkoba je pa zlomk. Že zarodek ima rad sladko. To so ugotavljali, ko so pri amnijski tekočini, da kadar je sladka, to so pač take in drugačne raziskave, da bistveno pogosteje požira tisto že zarodek, poglejte. To se seveda nadaljuje tudi pri novorojenčkih, da ne govorimo o tehle, ne, čokoladice, ne sme biti črna, mora biti milka ali pa bela, ampak tudi odrasli se večinoma ne branijo sladkega. In, dobro, to bom spustil, tudi to bom spustil, ampak šel bom pa na tole. Namreč izkazalo se je nekaj, da sladkor je pravzaprav neke vrste mamilo. Ko se ga navadiš, se ga tudi težko odvadiš. Zaradi tele zanke, ki vam je bom tukaj pokazal. Ko ješ sladkor, jasno, ti je všeč, ga želiš še več in te zasvoji. Zakaj? Zato, ko ti sladkor poješ, ta poskoč, možgani to zaznajo, sprostijo en poseben hormon dopamin, ki je hormon zasvojenosti. Sočasno s tem se pa tudi sprosti veliko inzulina, zaradi česar hitro pade nivo sladkorja v krvi in to telo zazna in se naenkrat reče, joj, lačen sem, ne, nimam cukra. In želi več sladkorja in seveda v naši naravi je, da take želje mi tudi izpolnimo. In se krog ponovi, pojemo spet več cukra in se takle krog takole vrti in pride do tega. In problem sladkorja. Včasih sladkorja ni bilo. Edini način, da so sladkali večinoma, je bil pravzaprav med, ta današnji saharin ali pa ne saharin, saharozo in sladkor pravzaprav množično uporabljajo pravzaprav šele zadnjih 300-400 let. In tisto, kar je zelo zanimivo, je pa to, poglejte, porast debelosti pa porast porabe sladkorja. To gre direktno z roko v roki. To so bile zelo zanimive študije, ki so pri angleških pomorščakih, ki so jih tehtali, pa so gledali, so našli to neposredno povezavo in je prav zanimivo, kako je ta sladkor neposredno povezan z porastom debelosti. In gledajte, kaj se pri nas dogaja, kako veliko ljudi pravzaprav pije sladke pijače in spet imamo težavo z izobrazbo in podobnimi stvarmi, tako da tukaj nas še nekaj dela čaka. To je pač tisto, kar sem vam rekel. A ja, še umetna sladila, ja. Seveda, zdaj marsikdo, ki konzumira tako imenovane sladke pijače, reče, zdaj bom pa jaz pil zero cola, ne, skratka Coca-Colo, ki nima sladkorja, ampak imajo noter razna sladila. In tukaj imamo problem, da ta sladila seveda vplivajo tudi na naše črevesje in spremenijo našo to notranjo floro, kar ima lahko zelo pomembne posledice tudi na srčno-žilne bolezni, ampak o tem pa kdaj drugič. Skratka, lakota je problem, kot vidite, debeli ljudje so načeloma bolj dobrovoljni, dokler ne padejo v depresijo, ne, pa se pa malo manj dobrovoljni.
Kot smo že rekli, vse več je debelosti, nadaljuje se odraslosti in pri obeh spolih in eden od pomembnih razlogov je ravno to, ko smo mi namesto tega, kar je bilo pogosto pri nabiralcih in lovcih, ko so imeli hrano bogato z vlakninami, so mi nadomestili z kalorijami. In en piškotek na dan, pogledajte, prinese 2,5 kile na leto in bi mogli zato vsak dan hitro prehoditi vsaj 1 kilometer, da bi tisti piškotek pokurili. Da vidite pravzaprav, kako težko je to narediti. Predelano meso sem že prej nekaj omenil, da je zelo, zelo škodljivo. Tule je pač napisano, na kaj vse lahko delujejo ta visoko predelana mesovje, dejansko od raka, pa seveda zlasti kolorektalni, pa do srčno-žilnih bolezni. To je vse tesno povezano. Zdrava prehrana. Kaj je to zdrava prehrana? Poglejte, pred kratkim je bila pravzaprav, malo drugače bom rekel, začel bom od odzadaj. Katero prehrano pravzaprav svetovati? Vsako leto, zadnjih 10 let, tale US News objavlja analizo različnih prehran, različnih diet. In tisto, kar je zanimivo, da že zadnjih nekaj let se je daleč kot najbolj učinkovita in zdrava prehrana izkazala mediteranska. Best diets of overall. Skratka, daleč najboljša prehrana je mediteranska prehrana. O njej malo prej. Takoj zatem je pa tale DASH, to je pa dieta, ki jo je Ameriško združenje za hipertenzijo pripravilo, je nekoliko bolj zaščito, kar se srca tiče, ampak kar se ostalega tiče, je pa mediteranska prehrana boljš, pri čemer moram reči, da se med seboj niti ne razlikujeta toliko zelo. To sem rekel. In zdaj, pogledajte, kaj je ta mediteranska prehrana. Pravzaprav je ta mediteranska prehrana, če bi malo šli skozi, bi videli, da je zelo podobna prehrani, ki so jo uporabljali lovci in nabiralci. Veliko zelenjave, stročnic niso imeli, ampak sadje, zelenjave, potem ribe, tudi meso, tega je vse manj, ampak teh predelanega mesa in tega je pa zelo, zelo, zelo malo. Je pa zraven tole, kar ne bom imenoval, ker ne smem imenovati, zato ker če kakšen tak ne bo zagrabil za lase, ampak izkazalo se je, čeprav tukaj boste različne podatke dobili, ampak mediteranska prehrana vsebuje tudi eno enoto do 2 enoti vina dnevno. Temelji pa na temle. Tisto, kar je pa zraven mediteranske prehrane, je pa tudi mediteranski način življenja. To je pa tisto, kar sem rekel. Prehrano je treba uživati, si vzeti čas, se usesti, se malo pogovarjati med tem, ker na ta način bo bistveno manj škodljivo, tudi tisto, kar bo škodljivega imeli v njej, ker bo ustrezno predelano. In seveda med to spada tudi sprehod, da ne govorim o siesti, ki pa tukaj ni narisana. Siesta je pomembna zaradi psihe. Ta naš zbezlan način življenja danes, ki mislimo, da skozi nekaj zamujamo, je ekstremno, ekstremno škodljiv, ampak o tem pa spet taj drugič morda. Skratka, vodo je potrebno piti, če date pa to skup, pa boste imeli pa 2 litra špricerja, ampak zelo redkega, kar je tudi ni slabo. Druga stvar, ki je pa zelo zanimiva, je pa to intermitentno stradanje. Izkazalo se je seveda, da človeško življenje je urejeno po določenih ritmih. In znotraj tega je tudi prehranjevanje in efekt hranje se zelo znotraj tega giblje. In zato se je izkazalo, da pravzaprav to občasno stradanje je zelo koristno. Problem je pa ta, da ljudje ga težko prenašajo. Mislim, težko je biti lačen, ne? Kot smo prej kazali tisti, če si lačen, si drugačen, ne? Ampak lahko pa izkoristimo tudi naš normalen bioritem. Skratka, po noč
se pač naj ne je. In zaradi tega je smiselno, da je tisto, kar se tudi navodila danes govorijo, da zadnji obrok, ki ga zaužijemo, bi moral biti vsaj 2 uri, preden gremo spat. Seveda pri tem ne mislite, da greste spat ob 3 ponoči, ne? Ker pa niste nič naredili. Ampak če greste ob 10 ponoči spat, bi moral biti zadnji obrok tam okrog 7 ure in tudi ta obrok ne bi smel biti tak, da se vulgarno rečeno nažrete do sitega, ampak da je to, da niste lačni, ne pa da ste siti. In to je pravzaprav tisto, na kar ta tudi pravzaprav, preko česar lahko mi dosežemo tudi to intermitentno stradanje, ki se je izkazalo, kot gledajte, na kaj vse pravzaprav zelo koristno deluje tako stradanje, ampak to je malo preveč zapleten, tem ne bi danes govorili. Izkaže se, da se izboljša, shujšati se da na ta način, maščobe grejo dol in tisto, kar se mi zdi še zelo posebno, da je tudi tale inzulin na tešče, skratka, inzulinska rezistenca, odpornost tkiv na inzulin se pomembno izboljša in to je tisto, kar tudi izboljša pravzaprav urejenost sladkorne bolezni. Skratka, če malo obrnem, 50% koronarnih smrti danes lahko povežemo z nezdravim prehranjevanjem. Če to obrnemo, pomeni, da bomo 50% smrti preprečili, če se bomo zdravo in pametno prehranjevali. Dodalo bo pa še tudi to, telesna vadba. Tukaj seveda nedvomno velja, da je potrebna vsaj, oziroma zelo koristna, je vsaj 30-minutna telesna vadba vsakodnevno, že to prinese koristi. Če pa ta intenzivna, je koristi še toliko več. Zelo koristno je pa zlasti pri starejših, da kombiniramo te različne oblike vadbe, od vzdržljivostne do tiste vadbe za moči in zlasti vadbe za gibljivost in ravnotežje, ker s tem preprečujemo padce, ker je pri starostnikih, vi veste, da pri starostnikih je padec eden pomembnih vzrokov za smrt, ko padejo, se polomijo kosti, obležijo v postelji, grejo v pljučnico in ni jih več. Skratka, to je tisto, kar moramo na vse to moramo razmišljati in to delati, ker to deluje praktično na vse naše telo, taka vadba deluje kot zdravilo. Mogoče bo treba kakšno zdravilo manj jemati, če se bomo tega držali. Preprečuje raka, ugodno deluje na živčevje. Mi vemo, da po eni taki malo bolj telesni aktivnosti smo sproščeni, marsikatera depresija ali pa izgorelost se s takim načinom, ki izboljša, presnova se izboljša, vemo, da redna telesna aktivnost izboljša spanje. Skratka, ni, da ni. In zaradi tega je treba na tem delati in se tega držati. Žal je naš način življenja danes postal popolnoma drugač. Tudi naša delovišča, pogledajte, kako se je spremenilo obremenitve na deloviščih v zadnjih 40-50 letih. Pravzaprav samo še zmerna telesna aktivnost, 3 mesece, to ni skoraj nič. In tukaj pač vidite, kakšna je povezava med zasedenim načinom življenja in ogroženostjo za smrt. Vidite, kako raste, bolj ko smo zasedeni, slabši je. Teh 6 ur sedenja in še relativno nizka telesna dejavnost, ker to so ure na teden, pogledajte, to je strašno malo. Ampak zelo povezan z povečano umrljivosti, tako pri moških kot pri ženskah. In kaj je, na primer, sam taka enostavna hoja, seveda, kot vidite, pravzaprav ni glih zelo velik. Tule vidite, koliko pokuraš, če recimo 40 minut lažje vrtnaš to, če rožice sadiš, ne? Bo treba malo več, bo treba malo tudi na tole pogledati, da če že rožice sadite, bo treba tudi malo poštihati, po domače povedano. Tek je tudi koristen, šport, kakršenkoli, skratka, vse to je tisto, kar bi bilo dobro, da bi se vsak človek držal in vidimo tukaj, kako telesna dejavnost pravzaprav uspešno zmanjšuje ogroženost za srčno-žilne bolezni. In tukaj še enkrat različne stopnje ogroženosti ob različnih
delanjih in kakšna je pravzaprav, predvsem tukaj govorimo o duševnem zdravju, ne toliko o srčni bolezni, ampak kako te stvari vplivajo tudi na duševno breme, ne. Če združimo te stvari, dobro, o kajenju nisem nič govoril, ker mislim, da o tem ni treba nič govoriti, ampak vidimo, da dieta lahko pri bolniku z ishemično boleznijo zmanjša ogroženost tudi do 45%. Seveda različno pri različnih. Alkohol, telesna aktivnost, pogledajte, kako vse to lahko pozitivno vpliva na našo pričakovano življenje in smrtnost. Zaradi tega je to dejansko smiselno. In to sem imel jaz za danes zapovedati. Ja, hvala lepa. Mislim, da je bilo tole zelo izčrpno. In tudi dolgo, ja, res je, ja. Ja. Sem razumel. Ja. Zdaj predlagam, da gremo kar na vprašanja. Jaz bom kar kakšnega prebrala, če pa ima kdo, pa lahko kar zastavi. Gospod Černelič sprašuje, mislim, da on ni zamudil tudi enega našega predavanja, ne? Pa zmeri vprašanje postavil. Ja, to je dobro. Brez laboratorijskih preiskav ne vemo o sebi nič. Občutek zdravja ni dovolj. Če neka oseba desetletje ne obišče zdravnika, je lahko prepozno. Torej, nujni so presejalni programi, ki jih lahko organizira po svojih evidencah le zdravstvo. Je tako? Ne, tudi Društvo za zdravje srca in ožilja to dela. Ob pohodih, ob srečanjih, ob letnih skupščinah to delajo. Načeloma je pa res, da celo dolžnost vsakega zdravstvenega doma oziroma vsakega osebnega zdravnika, za tistega, ki ga ima, seveda, je, da vsakih 5 let naredi nek tak razširjen presejalni pregled. Enkrat letno ima pa tudi vsak pacient, vsaka oseba pravzaprav pravico do določenega nabora laboratorijskih preiskav. Je pa res, da smo več ali manj vsi leni, pa da kar, če se le da, se temu izognemo. Se strinjam z vami, ja. Morali bi, ker to je pa tudi ena od tipičnih zadev, o katerih smo recimo tudi pred 2 dnevoma, ne, včeraj govorili ob dnevu ledvic, kako velik delež Slovencev in Slovenk ne ve, da imajo že začetno ledvično bolezen in za katero ne vedo, dokler ni prepozno po svoje. Tega pa ne moreš vedeti, dokler ne pogledaš krvi ali pa urina. Tudi to nekaj pomeni. Ja. Ja. Naprej, zakaj DASH dieta ni najbolj primerna in kaj menite o intermitentnem sluša. Poglejte, nisem rekel, da ni primerna. Jaz sem rekel, da je mediteranska prehrana najboljša. Ko so ocenjevali, to je pač tam v tej, mislim, da je to neka revija, taka, ameriška, kjer so v principu ocenjevali kvaliteto in dobrobit posamičnih diet. Mislim, da je bilo 50 strokovnjakov različnih strok. In oni, ko so to točkovali, so prišli, da je tisto, kar ponuja mediteranska prehrana, da je top of the top. Takoj zatem je pa DASH. Verjetno rahlo zato, ker pri DASH-ih to je že dieta, medtem, ker če smo mediteranska dieta, to ni dieta, ampak je prehrana. In to nam je bistveno, če se moš ti nečemu odpovedovati, je čist nekaj drugega, kot če ti nekaj ješ, pa izbiraš. Predvidevam, da je bil to vzrok, drugače pa ne vem, pač oni so tako ocenili. Intermitentno stradanje, tukaj je seveda ta pojem intermitentno stradanje pa zelo širok, ne. Jaz sem malo poenostavil in sem to intermitentno stradanje prenesel samo na noč. V resnici tisto ta pravo intermitentno stradanje je pa malo drugačno. Tam tudi po kakšen dan ali 2, nekateri celo 5 dni nič ne stradajo, intenzivno so telesno dejavni takrat in grejo v neko ketonsko presnavljanje, ki naj bi prineslo določene koristi. Ampak tega normalni ljudje ne prenesejo prav dolgo. Zaradi tega o tem ne govorim, kot ne govorim o keto dieti in raznih drugih izključevalnih dietah, ob katerih vseh skušaš.
Samo problem je, da ob nobeni od teh diet suh ne ostaneš, ker dolg časa ne zdržiš take diete. Ja, naprej je. Doktor Bredesen pri Alzheimerjevej bolezni priporoča hranjenje samo 4 ure na dan zaradi avtofagije. No, to je tisto, kar sem rekel, to je intermitentno stradanje, samo ta 4 ure na dan, ne vem, kaj je to mišljeno, ne poznam te diete, ampak to je pri keto je ravno ne keto. No, tudi pri keto in pri intermitentnem stradanju je naj bi temeljil na tej avtofagiji, pa imajo še celo druge variante razlag, ampak kot sem rekel, problem je, da se takih prehranskih diet se zelo težko dolgoročno držiš. Ja, piše tudi, da je poizkus na miših. Ja, podaljša življenje, ja, se strinja, ja. Ja. Sam jaz nisem miš, pa tudi podganjanje, pa se tudi na podganjah to delali. Da je tam večja odvisnost od sladkorja kot na kokain se pokazala. Ja, to sem vam prej pokazal, tisti krog. Nisem hotel še to, ker me enkrat ena diabetologinja zelo ostro prijela, češ, da to pa že ni res, ampak je res. So dokazi ravno ta, eden od njih, ja. Ja, res za eritritol ugotavljajo povezanost z boleznimi srca. Ja, to je pa pred 14 dnevi ali 3 tedni je bilo to objavljeno, da pravzaprav to je eno od sladil, ki je zmeri bolj popularno ravno pri keto prehrani in za tih se je izkazalo, da je pri tistih, ki to uporabljajo, namreč gre za to, da ta dodatek, ker za nekaj, to je načeloma snov, ki normalno nastaja tudi v samem telesu, ampak pri tem dodajanju se ga pa več zadržuje v krvi in je še nekaj dni potem, ko si ti tako prehrano zaužil, je v višjih koncentracijah prisoten v naši krvi in to vodi v, mislim, da so zagovorili za ishemično bolezen srca, to pa zdaj ne vem, ampak za srčno bolezen pa definitivno ja. Ja, pa še en komentar je, jemo, kar nam trgovci nudijo, kupujemo z očmi in pričakovanim okusom, na tržne ponudbe nimamo vpliva. Imamo. Ugasneš televizijo takrat, ko je reklama. Pa ne gledaš v časopisih tam, ko je reklama. Ja, to je, sej, če se malo spomnite takrat tam, ko sem jaz pokazal tisto, da ima debelost, ima globoke korenine in je razširjena, je med drugim tudi en kvadratek je trženje. Seveda, vi morate vedeti, da tam delajo strokovnjaki za to, kako ljudem oprati možgane, da bodo jedli. Druga taka stvar je, če greste malo po teh supermarketih, zakaj so vse sladkarije v nivoju oči otrok? Ali se je kdo vprašal? Le zakaj, ne? Pa zakaj je največ takih stvari tik pred blagajno, tam, kjer čakaš? Mislim, če malo pogledate reakcijo ljudi, boste videli, da izredno pogosto, ko čakate v vrsti, ljudje posegajo po raznih triksih ali traksih ali kaj je že in podobnih stvarih. Ravno zaradi strinjam se, jemo z očmi in kot sem prej rekel, nažalost, občutek sitosti smo pa zatrli. Ne poslušamo več svojega telesa, oziroma ga ne slišimo, ker smo ga za temi zadevami, zlasti s temi močnimi okusi, ki so nam prijetni, praktično uničili. Ja. Samo še pohvala, udeležba na Zoomu je dobra, nadaljujmo s takimi srečanji. Ja. Okay. Če ni drugih vprašanj, potem pa... Ima še kdo kakšno vprašanje, ga lahko zastavi v živo? Jaz mislim, da je bilo tako podrobno, da verjetno res. Evo, zdaj. Kar izvolite. Jaz bi se lepo zahvalil predavatelju, bil je obširen in istočasno zelo nazoren. Z velikim veseljem se bomo poskušali temu malo prilagoditi, upoštevati,
ker nas res pelje debelost in vse te stvari v tako skrajnost, da ne bo življenje več obvladljivo, če ne bomo nič naredili na temu. Matija, odlično se predstavil vse skupaj. Hvala lepa ti, hvala lepa. Res. Evo, kaj bi mi brez brešc? In zdolj, pardon, in zdolj. Zdolj. Tako. Ja, še jaz samo odgovorim na tole, ali bo posnetek dosegljiv. Gospod Ščuk, pozdravljeni. Lepo pozdravljen. Užival sem informacijsko, tudi dokumentacijsko osnovo, ki si jo fantastično, briljantno predstavil. Tudi dober govornik si. Če bi še bil jaz direktor gledališča, bi te takoj postavil. Hvala lepa, Matija. Ja, drži. Vidim pri svojih kolegih, jaz že 50 let tekuckam in tečem, ne? Ja. In navada taka, da imam neko aktivno, dnevno tudi življenje, ne? Pri mojih kolegicah in kolegih, ki na hitro grejo v te diete in spremenijo na hitro, začasno, kot na neko dieto, kadar se postavljajo, v kratkem času to spremembo, jim povzroči potem neko psihosocialno, tako veliko spremembo, da gre potem v psihosvetovanje, ne. Jaz menim, da je ključno to, da te stvari gledamo na dolgi rok in je potrebno tudi na politični oziroma makroekonomski ravni nekaj spremeniti. Namreč jaz vidim velik problem v izredno povečanih količinah škroba in pa sladkorja v prehrani. In potrošniška družba ima zaključen krog na tem področju, veš. Jaz mislim, da je prav sladkor in pa škrob povzročil ogromno škodo civilizacije oziroma necivilizacije. Še enkrat hvala, Matija. Ja, hvala za pohvalo, ja. Bi se pa zelo strinjal, ampak in bi kar mal spomnil pravzaprav na pred leti, ko smo mi začeli z aktivnostmi o zakonu o sladkih pijačah in podobno. In se je direktorica Fruktala, takrat je bil Fruktal še slovenski, čist iz kože skočila, češ, da jim uničujemo promet, namesto da bi razmislili, kako lahko pravzaprav to kot tržno nišo porabijo in naredijo zdrave pijače, sam nehajo dodajati sladkor. Sej, dobro, nekateri so tisti, ki so stropedi. Vem, da znana je zgodba, da sok iz enega jabolčka je bistveno slabši, kot če tisto jabolko poješ zaradi vlaknin. Ampak še zmeraj pa bistveno boljšo, kot če popiješ sok iz istega jabolka, ki ima dodan še kakšne fruktoze ali pa kaj podobnega. Se zelo strinjam, sej smo se mi že tudi na dušo pogovarjali, če bi spet začeli s kakšno tako aktivnostjo za omejevanje sladkorja, tako kot se je na primer za sol že začel in so celo nekatere veletrgovine šle v to, ampak mislim, da so tudi že umaknili. Namreč gre za to, da vsi ti izdelki so ljudem prijetni in je zaradi tega problem jih prepričati. In kot sem prej pokazal, tukaj izredno pomembno vlogo igra tudi izobrazba. In ko pač je. Ampak delamo pa naprej, nismo obupali. Hvala lepa, za komentar. Ja, kot sem že prej na začetku rekla, posnetek predavanja bo objavljen na našem YouTube kanalu in na naši spletni strani. Tako kot vsa naša predavanja. Jaz mislim, da je to. Hvala lepa za pozornost in držite se. No, hvala lepa, lep večer še naprej. Nasvidenje. Lep pozdrav do naslednjič vsem. Ja, enako. Nasvidenje.